Nič. Wow, to je CDC zadnja runda. To je naš prvi trening skupine B. I odmah sude. Tu so malo... Dobro, samo da nismo mi. Ne, nismo mi, ampak vse to ni nič takega. Grejo trenirati, na progi ni nič gripa, menjalnik se segreva. Pazi voiceover, smo na tretji in finalni rundi Croatian Drift Challenge letos. Odvija se v Mičevcu, na Rimacovi testni progi, na dobro znanem terenu, kljub temu se pa trening začne z velikim džumbusom, od crashov v gume do failov na štartu, do tega, da smo naleteli na zastoj tam, kjer bi mogel biti run out iz proge. Ampak ni se zgodilo nič hujšega, zabavali smo se, kljub temu, da je mene konstantno basal dolgi desni ovinek, dokler nisem naredil spremembe na podvozju. Se vem, da probam iti brez, da bi spuščal gas tu skozi, samo pač tako da je olje na progi. Pa če gobec samo gre. Pa nimamo več gum. Layout si bomo pogledali skozi ta Cloudy in Run. Tukaj je prva zunanja cona, sledi druga zunanja cona in pa prvi outer clip na levi. Tiste gume v daljavi predstavljajo tretjo zunanjo cono in pa drugi outer clip čisto na desni. Čisto na levi pri teh gumah je še en outer clip, potem pa sledi inner clip pred sodniškim kontejnerjem, nato pa nekako na sredini desno proge zadnji outer clip in zadnja zunanja cona pred gumami v daljavi pred Rimacovim napisom. Cilj je med dvemi stožci tu za sodniškim kontejnerjem. Evo, po 5 krogih sem tudi jaz končno našel svojo linijo in to je širok vstop v prvo zunanjo cono. Na ta način lahko nosim dosti hitrosti skozi ta prva dva ovinka in samo v transitionu spustim gas, potem pa tekom zunanje cone, tukaj pri gumah sploh ne spuščam gasa do tega outer clipa na levi. Transition mora biti snappy do desnega outer clipa, mogoče brez take korekcije, kot je bila tukaj. Inner clip je easy. Ta outer clip na desni moraš paziti, da ga ne zbiješ in zadnja cona je easy, ker to je v bistvu nek majhen rondo. Samo moraš pa paziti, da se ne vzameš preveč hitrosti in da te ne spina. Vse je bilo super, avto je naštelan, večino sem vozil lead rune, tudi v tem naslednjem klipu vozim lead run, to pa zato, ker se še vedno malo navajam tega avtomatika, ampak tu se je gospod Muni odločil sekati linijo in me nabiti z bokom po obeh kolesih. Tako da to pomeni, da smo štelali optiko spredaj in zadaj, da se je avto spet vozil tako dobro, kot se je pred to nesrečo. Pa bi bilo zdaj? To so bili treningi na CDC-ju, zadnja runda, danes treniramo v soboto, ker so zdaj kvalifikacije in pol se uvrščamo v top 32. Mi smo pa zaključili s treningi, plan je začeti 2 rana na semi sliki. Tako da je tak v redu komad ostal tu gor, pa še sem ga je povezalo.
Treba pa mi je čudno, da nismo več pik. Koliko s togo sploh? 21 pa pol. Prvi rad. Ja. Ili 6 sem se skukal. Daj, 6. Prvi run na kvalifikacijah je bil na semislikih, bil je nekak mellow run, toliko da sem dobil sigurno vsaj enih 20 točk in to je tudi ratalo. Drugi run je bil malo boljši, sicer je bilo par napak, dobil sem kar visok skor, mislim, da je bil to drugi ali pa tretji najvišji skor za single run cel dan. To je pa tretji run, ki je dobil nič točk zaradi tepa gum na prvem ovinku. Zdaj, meni se zdi to malo preveč harsh. Ampak sodniki so tisti, ki so tu glavni in oni so odločili, da je bil ta tep prevelik in mi dali zaradi tega nič točk. Overall s kvalifikacijami nisem preveč zadovoljen. Prva dva rana sem avto nekako pustil floatat, nisem imel skozi komande nad njim, nisem skozi ga vodil z volanom in res fural z gasom. Ampak vseeno so bile kvalifikacije dovolj dobre za četrto mesto med 43 tekmovalci, ki so bili prisotni na ta dan. Evo, tu je še zunanji posnetek tretjega rana, ki je bil moj najljubši ran. Menjat sem šel gume, dal sem gore ene letne 18-ke, zato ker tisti semisliki niso imeli nikakršne šanse, da bi zdržali še tretji krog v približno okrogli obliki, brez da bi se delaminirali do platna. Ne znam baš je li bilo bolje od ovog kruga 26, ali... Uz pomoć VAR-a još uvijek čekamo presudu za treći krug za Erika. Valjda nisem šel ven, če je bil vol kis, ali kaj reče oni. Ne? Načeloma nisi šel, malo si štaš tam do zgubo. Ipak nažalost. Sledeči klipi so iz nedeljskega warm-upa za top 32. Warm-up se reče treningu, preden se začne borbeno izločanje. Ni pardona za začetek, me je kar Nikola Ilić izval za en tandem, to je bil moj prvi krog dneva in na ta način se midva tudi pripravljava na resne tekme, ne samo lokalne, pa ne da CDC ni resen, ampak recimo, ko si na kakšnih Drift Mastersih in podobno, ima zelo omejen čas na progi zaradi velikega števila tekmovalcev. To večkrat pomeni, da na treningu pred battlom narediš 3-4 kroge in moraš biti ready za tekmovanje. Prvi krog je bil super, drugi krog je za Mile Gasserjem iz Splita z njegovo V12 E30-ko. Je prav zanimivo voziti, zato ker je avto ful kratek. E30-ka je narejena v kompakta, je pa tudi precej hitra na teh 265 semislikih. Definitivno pa sem ta trening najradije vozil z Ivotom Znavarjem iz Splita. Turbo 46 ima tudi ski-shopov Lockheed. Avto je med težjimi tukaj, glede na to, da so vsakovinska vrata, kletka in polna 46 mora ziher imeti okoli tono 300. To mu pa pomaga, da vozi zelo, zelo tekočo linijo, tako se da videti na tem posnetku in to mu je tudi prislužilo prvo mesto v kvalifikacijah. Kljub teži pa ima avto okoli 500 konjev, pa 265 Westlake zadaj, tako da ni nikakor počasen avto in mu je zelo lepo slediti zaradi cool tempa in lepe linije.
Tudi Klaudija se je dodobra spoznala s progo in osvežila spomin, kako je treba voziti to podhranjeno E30 za 2.5 motorjem. Saj je zadnjih nekaj dni na progi večinoma vozila ta črni avto z 1UZ V8 motorjem, ki ima precej več navora in tudi nekaj več konjev kot njena E30. Proga je tekoča, E30 precej sede, sploh pa kratka medosna razdalja tukaj pomaga pri hitrih tranzitionih v drugem delu proge. Klaudija je uspela odpeljati tudi nekaj drift taksijev, tako si je povrnila delni strošek dogodka, spoznala nekaj novih fanov, predvsem sta pa z Natali, punco od Borne, uživale v dosti krogih skupaj. Zdaj vidim, da binglja tam desno spodaj OBD konektor, tega bi bilo mogoče dobro pritrditi za bodoče, da se bo še kdaj dalo brati diagnostiko na motorju. To je pa bolj manj to. Na tej točki crkne GoPro oziroma mislimo, da SD kartica v njeni kameri, tako da od tu naprej nažalost ni več posnetkov. Kljub temu pa, da ni več posnetkov, ostajajo dobri spomini in en kup Instagram storyjev, kar se tiče dogajanja potem. Ob tej priliki bi pa rad omenil tudi to, da se je Klaudija uvrstila na 19. mesto med 43 tekmovalci, kar je za prvi CDC event in ekstra strogo sojenje precej velik uspeh in se je z lahkoto uvrstila v top 32. With Ivo? Yes, I have to ask. When? No, When? over The last the corner? last corner. Really? I saw it till the last corner and then I went to toilet. He dropped out of drift. I don't know why.
Sklepam, da smo šli naprej, ne? Si. Ok, ker nisem nič slišal. Ja. Čestitke. Bam. Nismo se namatrali. Ja. Samo zdaj drugi krog je vrej vozil. Samo drugi krog je zdaj vrej vozil. Ful lepo. Edino bil je ful počasnejši, kot sem pričakoval. Prvi rand pa po mojem naredil to tipično napako, ko s počasnejšim avtom hitrejšega slediš, da vzameš isto speeda pa ti svali proge, ne? I neće nastupiti tako da nam na njegovog protivnika Kijačko ovako vidjela automatski gol. Čuvaj se. Toliko da ti dam roko. Dobre. Bom, samo hočem Klaudijo posneti, ker to je njen prvi battle win ever. Adri Ipaka još nije otpisan danas. Puno perifetija sa njegovim emama. Stigli su neki dijelovi, mislim da Ivo tamo letio, ne znam, u svakom slučaju još nije otpisan Andri skroz, zatražili su da startaju kao zadnji para. In kak je občutek? Hvala. Noro, pač nisem vedela, da bom. Bravo. To je tvoj prvi battle win. Ja. Evo. Potencijal za siromašne. Da. Oh my god. Samo to je next level. Baš mi je drago da vidite to, lijepo voziš. Hvala. Ajde, hvala ti, Nec.
Sad idem. Da vidimo sada kako će izgledati ova druga vožnja. Tim se nazivili Janković kako je na repu, ako je ovdje tamo vara prvi dio staze. Ovdje sada nešto malo pliča, ali vidimo je Ta battle je bil zgubljen na initiationu, gledal sem samo njega in ne najne pozicije na progi. Vodilni voznik ima vso pravico narediti flik čez celo širino proge, zato bi bil moj pravilen pristop tu, da bi šel za njega in naredil initiation zročno in se ne trudil narediti bolj stilskega initiationa poleg njega. Oba sva delala širše flike kot na treningih, verjetno sva bila malo nervozna in to je privedlo do tega, da je bil njegov flik tako širok, da jaz nisem uspel skapirati, da sva že tako na sredi proge, da me bo to poslalo v mrvice. Tako da v bistvu ni bilo šans pol zapreti tega gapa, ker je njegov avto 100 kg lažji, pa ima 150 konjev več, tako da moje širše gume in nekoliko bolj nagripana šasija nista pomagala, se ni bilo šans skopati iz tega prvega ovinka. Njegova ne najbolj tekoča lead vožnja pa je povzročila še to, da nisem mogel uloviti njegovega ritma v preostanku proge, kar je pa totalno degradiralo moj chase in Lukas je tukaj zasluženo zmagal in se pospel v top 4. Klaudija se je ta čas z nekaj sreče pa obilo znanja prebila v top 8, tako da sva oba dva izpadla v krogu top 8. To pomeni, da sva zasedla mesto nekje med 5. in 8. Savršenih kako je vozio kroz danas cijeli dan ovdje sad. Malo je posustao Lukasa, ne u smislu da ne prati, ali ono se kako Hrvaško prvenstvo sestavljajo samo 3 dogodki, to pomeni, da so točke med favoriti ponovadi zelo blizu skupaj. Pred zadnjim eventom je bilo med prvimi 4 samo 16 točk razlike. Med 4 favoriti pa sta se 2 prebila do finala in to sta bila Lukas Dobijas in Nikola Ilić. Vsak od njiju je v finalu zmagal en battle in za tretji odločilni battle je sreča Lukasu pomagala tako, da je Nikoli razpadlo vzmetenje. In ker ni imel več 5 minut za popravilo avta, je tako Lukas z Bajranom avtomatsko zmagal event. To so bile njegove druge stopničke letos na CDC-ju in tako tudi vzel prvenstvo. Čestitke Lukasu za osvojeno prvenstvo, to je tudi njegovo prvo prvenstvo, ki ga je zmagal, tako da pomeni še toliko več, sploh pa v tako močni konkurenci. No, znova zna narediti šov, ne? Jaz sem na eventu zasedel 5. mesto in skupno 3. mesto v prvenstvu. Predvidoma skupno 3. mesto, ker uradnih rezultatov še ni. Za prvo leto s tem avtom sem zadovoljen. Oba avta, ki sta se uvrstila više kot jaz z mojim, sta na progah že vsaj 5. sezono.
Tako da definitivno ta avto potrebuje še nekaj developmenta, pa tudi jaz bi lahko počasi nehal delati napake, ki me izločijo iz battleov. Zadovoljen sem tudi s tem prvenstvom. Mislim, da je Croatian Drift Challenge zelo zanimivo prvenstvo, kjer se najde en kup različnih voznikov, pa zadnje čase zelo močna konkurenca, saj je top 10 avtov res hitrih, vsi furamo semislike, dimenzije okoli 265. Toleranca za napake je majhna, avti so hitri, battli so res blizu. To pa postavlja tudi problem za vse voznike, ki vozijo recimo šibkejše avte, saj je prag vstopa vse višji in višji. Evo, to nas pa pripelje do Klaudije. Klaudija je za prvi nastop pokazala super znanje za volanom, pomagala je tudi sreča v battli. Z uvrstitvijo v top 8 na prvem CDC-ju je ponovila moj uspeh, ko sem se leta 2017 prvič udeležil CDC-ja. Je navdušena, tudi en kup ljudi je spoznala, ki so ji čestitali in so tudi navdušeni nad tem, kako dobro vozi. S tem je sezona CDC-ja zaključena. Ob tej priliki bi se rad zahvalil predvsem moji ekipi, ampak ne samo njim, tudi vsem vam, ki hodite na dogodke, s tem podpirate driftanje, kupite kak kos, pridete pozdraviti bokse, naredite kako fotko in pa tudi vsem tistim, ki ste prišli tako daleč v tem videu. Če vam je video všeč, ga ne pozabite lajkati, če mislite, da bo že komu drugemu, ga šerajte. To je pa bolj ali manj to za danes. Z vami sem bil Erik, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu.